Poslušate nasvete na Zelenem svetu. Z nami je Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline. Pozdravljena, Miša. Pozdravljen. Prišla je pomlad, tla so tako in drugače ogreta. Pa me zanima, kakšno je stanje v Sloveniji, ali že lahko kaj postorimo po vrtu, ali je dobro še kaj počakati? Ja, zagotovo lahko že začnemo, če drugega ne zato, da ne bomo potem hiteli. Mora pa vsak na svojem vrtu preveriti, ali so izpolnjene osnovni pogoji, to, da se je zemlja že dovolj osušila, ponekod na peščenih tleh se zagotovo že je, ponekod pri ilovnatih tleh pa je verjetno še kdo mora kaj počakati. Druga stvar je pa tudi enako, ker se peščena tla tudi hitreje ogrejejo, seveda lahko tam prej začnemo delati kot mokra ilovnata tla in seveda se mora tudi dovolj ogreti. Ja, če pogledamo mogoče po Sloveniji, verjetno je slika tu in tam drugačna, verjetno v nižinah se pravzaprav že vrtička, če se lahko tako izrazim, v kakšnih višjih predelih pa verjetno treba še kar malo počakati. Ja, seveda, se že pozna, jaz sem gledala celo v Halozah, kjer je samo kakšnih 200 metrov višje od nas tu spodaj na Ptuju, v Mariboru, je v bistvu še kar tudi mokro, pa tudi hladno, tudi recimo dosti manj nagnano drevje, tako da ja, seveda Slovenija je ena najbolj pestrih vremensko in pa tudi geografsko najbolj pestrih držav verjetno v Evropski uniji in temu primerno seveda nekateri že pošteno delajo na vrtovi, drugi pa se še grejo za pečjo. No, tako, pa mogoče spregovorijo še o tem, glede na to, da nekateri že delamo oziroma delajo na vrtičkih, katere pa so tiste prve vrtnine, pa mogoče tiste najbolj priljubljena kombinacija v teh prvih setvah oziroma v prvih sajenjih? Ja, zagotovo je treba čim prej spraviti zemljo česen. Tukaj ni jari česen, tisti, ki ga ni sadil že v jeseni. Pri čebulčku je treba že razmisliti, ker žal pač pri nas kvaliteta čebulčka ne ustreza, je predebel in debel čebulček, če bo še zahladilo, zna še kaj zacveteti. Ampak kljub temu jaz vseeno priporočam, da izkoristimo ta letošnji topel marec, da ga posadimo, ker če ga sadimo bolj pozno, pa nam potem junija začne stiskati že vročina, je seveda pridelek nizek. To so te dve stvari, pa šalotka seveda zraven sodi tudi k čebuli. Potem pa zagotovo bob. Bob je tudi ena izmed teh vrtnin, ki če ga uspemo posejati dovolj zgodaj, uide tudi kakšni uški in pa tudi te čokoladni plesni in pa seveda grah. Grah zelo kar dobro koli tudi v hladni zemlji. Zdaj, kakšne so kombinacije? Spomladi bomo težko kakšno ustrezno kombinacijo našli v grahu. Grahu sejemo navadno še trajko, bob pa dostikrat lahko posadimo tudi med krompir. Zdaj mi Štajerci tukaj, ker imamo že res naše peščene zemlje, so vse dovolj ogrele za krompir, ga zagotovo lahko tudi med vrste krompirja bob posejemo, ne. Drugače pa težko zdaj mogoče raje pustiti vmes prostor, pa potem kakšno sladko koruzo vmes posejati med bob. Tako da zdaj te spomladanske setve navadno nekoliko manj kombiniramo kot poletne. Je pa še ena taka zdaj spomladanska kombinacija, to sta pa solata pa redkvica. Solata pa redkvica se dobro razumeta, ne glede na to, ali bomo solato sadili sadike, ki jih so že zdaj na razpolago ponekod po trgovinah, ali jo bomo sejali, obojno lahko naredimo. Jaz sama osebno sicer spomladi bolj priporočam sadike. Čisto preprosto zemlja sicer ima tiste teoretično dovolj visoke temperature za uspešni vznik, če imamo dobro seme. Je pa zdaj vprašljivo, starejše seme bo težave imelo pri kaljenju, tudi vprašanje kvalitete semena glede na lansko vročino, kako je bilo pridelano, tako da jaz vseeno spomladi bolj priporočam sadike. Presajamo, se pravi, sadimo sadike, pa lahko v večji delu Slovenije, razen mogoče res na višjih nadmorskih višinah, tudi že kapusnice. Tako da ni več tako malo rastlin, ki bi jih lahko sadili. Se pravi, med kapusnice prištevamo za tiste mogoče nepoznavalce, katere so tiste kapusnice, ki lahko najdejo pot v vrt? Ja, zdaj zagotovo kakšno zgodno zelje, za ljubitelje zelja jaz priporočam brokoli pa cvetačo, za vse ljubitelje, zato ker v hladnih dnevih boste dobro delali, ne v poletnih dnevih pa imate težave, potem pa moramo spet čakati na jesen. No, tukaj bi lahko vmes recimo posejali tudi kakšne nizke sorte graha, visokih ne. In pa tudi nadzemno kolerabico. To so te glavne kapusnice,
ki zdaj sadimo spomladi, za kitajski kapus pa ne, da ne bi kdo slučajno koga zavedlo, zapeljalo, da bi posadil kitajski kapus. On namreč rabi kratek dan, ko se začne polniti glava, vemo pa, da bo zdaj ravno obratno, ne na začetku, ko bo rasel, bo dan dolg in se bo potem začel daljšati, kaj pa lahko povzroči cvetenje. Ja, odlično, super, na svet in na pravem mestu. Mogoče čisto na kratko, v kakšni minutki ali dveh, o kolobarju na čim bolj enostaven način. Vemo, da ljudje marsikaj kombinirajo tako in drugače. Kako je pa tisto po domače? Kako bi ljudje se te stvari lotili? Ja, jaz bi edino to ne opozorila ljudi oziroma povedala, da pri kolobarjenju, kolobar je v bistvu menjava vrtnin na istem prostoru. Se pravi, da čim dalj časa na isto mesto ne pride rastlina iz iste botanične družine. Da se pozanimajo o botaničnih družinah oziroma o sorodstvu med samimi vrtninami, ki jih pa na srečo ni veliko, tako da to ni neko težko delo. In pa predvsem eno samcato pravilo je ne komplicirati. Edino pravilo je, da ne pride čim dalj časa rastlina iz iste botanične družine. Vse drugo, a je boljše, da je za solato korenček ali ne vem, ali paradižnik ali karkoli, nima takšnega močnega pomena. Drugače pa, če je možno še to pravilo skombinirati s tem, da imamo enkrat rastline z globokimi koreninami, drugič rastline s plitvimi koreninami, pa mislim, da že kaj dosti več ni potrebno narediti. Seveda pa so kakšne bolj ugodne kombinacije, recimo, da si zapomnimo, da za storočnicami, kot so grah, bob, fižol, pridejo kakšne bolj požrešne rastline, kot so tudi kakšen krompir, zelje, kapusnice, recimo, mogoče tudi kakšna paprika za zgodnjim grahom, tiste pač, ki rabijo nekoliko več teh hranil, in pa mogoče tudi to, da za čebulnicami ne sadimo stročnic. No. To sta dve taki, bom rekla, vse ostalo pa samo, da poznamo botanične družine, se pravi sorodstvo med rastlinami, ne te družine, ki si jih je človek zmislil, solatnice, korenovke, gomolnice, plodovke, ampak v bistvu, da poznamo, ne vem, od čebulnice, košarice, križnice in tako naprej. To se pa da zdaj v vsaki literaturi skoraj že najti in mislim, da ni težko se pozanimati o teh sorodstvenih vezeh med vrtninami. Miša Pušenjak, najlepše hvala za vaše nasvete, bili ste izvirni, z vami sem bil Davor Špehar, vas pa vabim, da sledite tudi na svetu, na Zelenem svetu, se pravi na Facebooku, Twitterju in pa tudi na spletni strani zelenisvet.com. Miša Pušenjak, še enkrat hvala lepa.